Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Sem Suzana Koz, menoj pa danes v studiu dva gosta, dr. Anton Rop, nekdanji večkratni minister in tudi predsednik vlade, in gospod dr. Žiga Turk, profesor in, kot sem že enkrat dejala, pronicljivi opazovalec dogajanja v družbi. Hvala vam, da ste se odzvali našemu vabilu. Preden začnemo, bi povedala, da smo v studio povabili tudi ministra za finance Klemna Boštjančiča, da bi ga vprašali, koliko ima sploh rezerv v proračunu za te protikrizne ukrepe, ki jih načrtuje vlada, ob dejstvu, da je država lani ustvarila največji primanjkljaj v 4 letih vlade Roberta Goloba. Ampak preden rečemo kakšno o ukrepih in drugem aktualnem dogajanju, me zanima vajino mnenje o nečem drugem. Zdaj se govori, ko se sestajajo stranke z predsednikom Gibanja Svoboda, da se ne pogovarjajo še o koaliciji, ampak da skušajo doseči neko stopnjo zaupanja in podporo proti kriznim ukrepom. Ali verjamete, da se v ozadju ne dogajajo poskusi štetja do 46, gospod Rop? Ja, mislim, jaz verjamem, da se dogaja oboje. Vlada je pred resnim izzivom in to seveda, dokler funkcionira v tej obliki, je dolžna in bo morala pripraviti protikrizne ukrepe. Ti protikrizni ukrepi niso nič posebenega oziroma so več ali manj poznani in nenazadnje mi smo vsi skupaj v Evropski uniji in celotna Evropska unija se pripravlja na odgovor in v bistvu že odgovarja na to, kar se dogaja globalno, povezano z energetsko krizo. Tako da to je vsekakor neka naloga, ki jo mora ta vlada opraviti in seveda verjetno bo morala določene zakone spreminjati in je prav, da ima ustrezno večino v državnem zboru, ko bo državni zbor začel funkcionirati in ne more čakati na oblikovanje vlade, koalicije, ker je posebej komplicirana naloga. Verjamem pa seveda, da se hkrati dogovarjajo seveda in štejejo do 45 nazaj zaenkrat, po mojem vsi štejejo do 45 nazaj. In ko pa bodo blizu, bomo pa vedeli, ampak ne verjamem, da bo to zelo kmalu. Gospod Turk, ker govori se, da so pritiski recimo na demokrate zelo močni, a ne? Z obeh strani, kaj vi mislite? Kdo šteje, ali ne šteje noben, ali šteje ta oba glavna akterja? Jaz ne bom tako dobronameren, kot je bil kolega Rop. Vlada oziroma Robert Golob ima zdaj pred očmi samo eno nalogo, in to je, da sestavi vlado. Oni morajo sestaviti vlado, ker če niso vladna stranka, svobode pravzaprav ni. Svobodo združuje interes, da so na oblasti. In če govorimo o protikriznih ukrepih, najboljši protikrizni ukrep bi bil, da nimamo več vlade svobode. Ves ta ples, ki ga gledamo v smislu protikriznih ukrepov, je izključno v funkciji iskanja 45 oziroma štetja od 40 navzgor pravzaprav za staro koalicijo in poskušajo vzpostaviti neko razumevanje v družbi, češ vsi tisti, ki z nami ne sedijo, so pa zdaj proti kriznim ukrepom. Spomnimo se kampanje. V kampanji je gospod Golob hodil okrog z enim izpisom, z nekim grafom, kjer je šlo sicer do letos vse navzdol, ampak potem je bil nek odboj krasen, kako bo krasna visoka gospodarska rast. Skratka, prejšnjo soboto je bilo še vse krasno, to soboto je pa pred nami ena velika kriza, to ni resno. Gospod Rop, niste tukaj v funkciji sogovornika, ki bi bil zato tukaj, da bi branil vlado, ampak slišali ste gospoda Turka, dejal je, da bi bilo za Slovenijo najboljše, da Gibanje Svoboda ne bi imelo več vlade, se strinjate? Ja, mislim, to ni moje, da jaz presojam, katera vlada bi bila najboljša. Skozi prizmo strokovnjaka za javne finance. Moje mnenje je pač bilo pred volitvami in tudi zdaj, da bi Slovenija rabila vlado, ki bi bila po eni strani dovolj močna, da bi lahko normalno funkcionirala, da bi imela ustrezno večino. Po drugi strani seveda sem jaz prepričan,
da spoštovanje neodvisnosti inštitucij, pravne države, spoštovanje regulatorjev je nekaj, kar je problem ne samo te vlade, v kateri je kolega govoril, ampak tudi prejšnjih vlad. In jaz mislim, da je Slovenija pred zelo velikim izzivom, kako najti neko vlado, neko koalicijo, ki bi bila ali tako ravnotežena ali pa tako usmerjena, da bi na koncu dobili učinkovito vlado in na drugi strani učinkovito pravno državo in na tretji strani regulatorne inštitucije, ki bi lahko svoje delo kvalitetno opravljali. Jaz mislim, da tega v zadnjem obdobju ali pa obdobjih nismo v zadostni meri imeli in da je tudi ta rezultat na teh volitvah, čeprav je bil posledica zelo različnih stvari, ki so se dogajali, nek resen opomin za obstoječo koalicijo in za bodočo koalicijo. Vsi se bodo zdaj prisiljeni pogovarjati, dogovarjati, predvsem pa bodo tudi nadzorni mehanizmi, upam, da bistveno močnejši. Katerakoli vlada bo prišla, bo seveda bistveno bolj pod lupo javnosti, pa tudi pod lupo opozicije. In tudi, če bo prišlo na koncu do predčasnih volitev, jaz ne verjamem, da bi bil rezultat predčasnih volitev na koncu takšen, da bi nekdo imel enormno večino, nekateri so govorili tudi o ustavni večini, tega ne bo. Vsekakor bomo imeli neko vlado, ki bo imela pač relativno majhno večino, ki bo lahko funkcionirala, vendar bo pod ustreznim nadzorom. In naša skupna naloga je nas nekaterih, ki smo naprimer bolj neodvisni, pa medijev, da upravljamo to nadzorno funkcijo, da opozarjamo na napake in da poskušamo pomagati, ne nazadnje, komorkoli že bo vodil to Slovenijo, da bo najdel pravo pot. Pred rečemo še kakšno o ukrepih in o predčasnih volitvah, bi vas, gospod Turk, vprašala. Zdaj, podatki Državne volilne komisije, gledala sem jih prej, smo šli v ta studio, kažejo, da je za leve stranke glasovalo nekaj več kot 482 tisoč volivcev, za desne pa nekaj več kot 580 tisoč. Nekaj dni nazaj sem dobila klic enega politika z desnega pola, ki pravi takole: desna koalicija je pravzaprav že imamo na nek način, da potrebuje samo še mandatarja oziroma predsednika vlade. Mislite, da je mogoče, da bi se Janez Janša v dobro, recimo, čim prejšnjega oblikovanja vlade, da ne gremo na predčasne volitve, odpovedal vodenju nove koalicije? Kolikor ga jaz poznam, bo to ena zadnjih stvari, zadnjih potez, ki bi jih on potegnil. Zdi se mi, da bi raje šel na nove volitve, na katerih bi verjetno on dobil več, Svoboda manj. Ta konstelacija, kdo bi dobil več, kdo bi dobil manj, bi odločala. Torej, ali je večina za predčasne volitve, je pravzaprav podobno vprašanje, kot ali je večina za levo ali za desno vlado. Je pa res, da vkolikor bi recimo se na levi strani Golob umaknil, bi postalo sestavljanje leve koalicije lažje. In vkolikor bi se na desni strani Janša umaknil v drugo vrsto, bi postalo sestavljanje desne koalicije lažje. Vprašanje pa seveda je, ali bi tisti volivci, ki so volili levo ali desno, to koalicijo še razumeli kot svojo, brez Goloba na eni strani oziroma brez Janše na drugi. No, vi poznate gospoda Janeza Janšo in ste povedali, da dvomite oziroma da bi bilo to zadnji korak. Mislim, da je tudi Robert Golob sam dejal, da se ne misli umakniti. Gospod Rop, kaj vi mislite o tem, kar je rekel gospod Turk? Zdaj vas sprašujem recimo kot izkušenega politika. Gospod Turk je rekel, da bi Gibanje Svoboda dobilo manj, SDS recimo morda nekaj več in resnica, nekateri pravijo, da bi resnica precej profitirala, če bi šli še enkrat na volitve. Čeprav po drugi strani drugi pa ocenjujejo, da bi se v bistvu še bolj polariziralo in osredotočilo taktično glasovanje v bistvu na Gibanje in na SDS. Najprej bi povedal, da se je strinjal z gospodom Turkom, kar se tiče obeh glavnih akterjev. Nenazadnje oba dva glavna akterja sta peljala svoje stranke, sta bila v srednje osebnosti in jaz prav tako ne verjamem, da se bo kdo zaradi ne vem katerih razlogov umaknil in nenazadnje volivci so jo volili, enega in drugega, v tem ni nobenega
dvoma. Kaj bi se zgodilo na predčasnih volitvah oziroma po ponovljenih volitvah, pa je zelo težko oceniti. Če je, na primer, zgledal še mesec dni nazaj, da je zelo jasno, kdo bo zmagal na volitvah, je po dogodkih, ki so se pač zgodili tik pred volitvam, prišlo do neke vrste obrata in preobrata, kar se tiče glavnih dveh strank. In temeljno vprašanje je, ali bo, bi rekel, ta pogled in to prepričanje volivcev še vedno obstajalo. Nedvomno, kolikor bi prišlo ponovno do volitev, se bo ena stran trudila, da to klimo obdrži in druga stran se bo trudila, da skoči preko tega. Tako da mislim, da je rezultat zelo negotov, ampak ne verjamem, da bi pa bil rezultat ekstremno različen. Verjamem, da bi verjetno ena od teh dveh strani prevladala, ena ali druga, zelo težko je to reči, ampak mislim, da kakšnih ogromnih razlik ne bi bilo. Ker ste dejali dogodki zadnjih dneh, pred volitvami ste mislili na afero Black Cube? Seveda, ta je nedvomno zelo pomembno vplivala na dogodke. Ni nobenega dvoma. Kakšno je vaše stališče o tem? Ja, jaz imam občutek, da je Svobodi v povezavi v zavezništvu z mediji uspelo pravzaprav iz te afere narediti nekaj obremenilnega za SDS, pri čemer pravzaprav sploh ni jasno, kaj naj bi SDS v tem primeru počela narobe. Celo v primeru, da recimo, da je SDS to vse skupaj naročil, potem ne gre za vmešavanje iz tujine. Potem je pač ena stranka od druge stranki želela izvedeti slabe stvari, jih presilati pred volitvami. To je povsem legalno. Če pa SDS tega ni naročil, potem pa nimamo nobenega problema z veleizdajo in z ne vem čem še vse. Tako da jaz mislim, da ni, a veste, veleizdaja Slovenije to, če javnosti razložiš oziroma če javnosti nekdo pokaže, na kakšen način eni deli tega levega političnega prostora funkcionirajo. Če je 10% tle, 2 milijona pa pol tam, se spomnim tiste vaše slavne izjave, ki se ponavlja, jaz sem te nastavil, ko pravite Jankoviću, jaz mislim, da smo zdaj v teh 20 letih prišli do tega, da mogoče Janković lahko komu reče, jaz sem te nastavil, pridem botu, bogej. Ja, tega že več tako da, skratka, veste, ne živimo v Putinovi Rusiji, ko je veleizdajač Navalni problematizira korupcijo, ki se v Putinovih krogih dogaja. No, jaz mislim, da, seveda, tukaj bi vse rad povedal, jaz mislim, da jaz sem to tudi javno že povedal, mislim, da sta obe dve stvari problematični. En stran tisto, kar je bilo razkrito v teh posnetkih, ampak nekdo mi je zelo simpatično povedal, je rekel, slušaj, zakaj ti misliš, da bi to lahko kaj vplivalo na volivce, se to že vsi vedo, oziroma to vsi govorijo privatno in tako naprej, to ni nič novega, po drugi strani pa seveda so te pridobivali posle, ki so to govorili. Seveda pa angažiranje nekih bivših agentov, ne vem, Izraela in Mosada, ne glede na to, a so zdaj privata, so hčerinska firma in tako naprej, po mojem ni preveč državotvorno dejanje in po mojem tudi, če mene vprašate, je bilo to ne samo neprimerno, nedostojno, seveda je bilo pa, predvsem je bilo tudi popolnoma nepotrebno, ker volilni rezultat se je zelo jasno kazal in bi bil verjetno popolnoma drugačen. Torej, če lahko rečem, nekdo se je pač odstrelil v lasten kolen, ko je to sprožil, če je sprožil, jaz ne vem, ali se je to res zgodilo, ampak tako, kot je bilo prikazano in tako, kot se govori in seveda, če bo dokazano, nenazadnje tudi to, kar smo slišali, da je Sova predstavila, mene tam ni bilo, ne vem, kaj je Sova predstavila na tem srečanju, in če je to bilo naročen in če je to celo na koncu imelo posledice nekih odločitev vlade v povezavi z Izraelom in tožbo Izraela, potem je to večplasten problem, s katerim smo soočeni, in spet smo soočeni z nečem, kar nekateri govorijo in se jaz dostikrat strinjam, da se v bistvu
ti dve način funkcioniranja prejšnje in te vlade na nek način približuje, sta si postale vedno bolj podobne v tem operativnem smislu, ne. Da ne govorimo o nekih vsebinah, ki so mogoče v odtenkih drugačne, ampak način funkcioniranja in razumevanja oblasti in ne samo omejevanja, ne. Jaz to velikokrat ponavljam in sem lahko tudi do sebe kritičen, ampak je to že tokrat minil, to je temeljni problem ljudi, ki so na oblasti, ljudi, naprimer, ki postanejo predsedniki vlad in ljudi okrog, ne, saj smo videli tudi pri teh aferah, kdo vse so okrog, ne, ali so se te ljudje pripravljeni, sposobni samoomejevati, a so sposobni samorefleksije, ne, biti kritični do sebe in nadzirati to svojo oblast, ne. Žal moram reči, da se v pretežni meri dogaja vedno znova zelo podobna zgodba, ne, da ljudje začnejo funkcionirati, bi rekel, na ta način, kot smo zdaj priča, ne, da izvajajo pritiske, da ni spoštovanja tega, kar smo prej govorili, pravne države, inštitucije in tako naprej. In medijev bom ponovila še bolj na glas, ker me niste slišali, ker recimo en od kolegov mi je povedal, da ko so objavili nek kritični komentar v enem drugem mediju, je prišel klic z grožnjo, da ne bojo več imeli oglasov državnih firm. Vsekakor se boste verjetno strinjali, dolgo časa ste bili v politiki, da in potem, ko ste ušli iz politike, ste verjetno spremljali od strani, kaj se dogaja. Jaz se ne spomnim, pa delam več kot 30 let, da bi katera stranka koalicije ne dopustila koalicijskim partnerjem, da bi kogarkoli kadrovali v državnih firmah, razen recimo to, kar se je dogajalo zdaj pod Gibanjem Svoboda. Gibanje Svoboda je nastavilo svoje ljudi v vse državne firme, v večje zdravstvene ustanove, skratka posod. Dobro, do določene mere so to pač vse stranke počele in do določene mere to samo po sebi ni nujno najslabše, ne. Zdaj sem se spomnil dogodka, ki je 30 let nazaj ali pa še 40, jaz sem bil, preden sem začel s politično kariero, povabljen v Združene države, ne, in so me povabili kot nekega talenta in tako naprej, ne, in sem bil na Stock Exchange ameriški, ne, in sem tam se pogovarjal z ljudmi, sem rekel, kako pa vi kle kadrirate, ne, pa v FED, ne, kako kadrirate. So rekel, zelo jasno in transparentno. Ko je ameriški predsednik demokrat, imajo večino demokrati, in ko je republikanc, imajo republikanci večino noter, ampak seveda so zato odgovorni za te ljudi, ne, a so dovolj strokovni, a so dovolj sposobni, a so učinkoviti, ne. Skratka, problem je, da se to veliko dela netransparentno, ne, in predvsem pa, da se potem, ko je kaj narobe, ne, vsi te isti politiki izgovarjajo, se mi s tem nič nimamo, ne, se oni delujejo neodvisno, ne. To seveda ni. S tem, ko kadriraš, ne, de facto prevzemaš odgovornost za funkcioniranje teh javnih državnih podjetij v javni lasti. To ni nobenega dvoma. Jaz se še zdaj spomnim, ker smo imeli dilemo, ker smo šli v opozicijo, ne, in je Janez Janša prvič postal predsednik vlade, nam je takrat ponudil, rekel, pa dajte po enega člana vsak nadzorni svet, ne, tudi vi predlagite, ne. In smo imeli zelo veliko dilemo, smo rekli, v redu, to je že fajn z vidika nadzora, ampak ko bo kaj narobe, bo ta isti Janez Janša rekel, ne, poslušajte, ne, se ste imeli ljudi noter, ne, zakaj pa niste odreagirali, ne. Skratka, problem je kompleksen, morda bi lahko deloma tak problem na ta način rešili, ampak na koncu seveda ta velika javna podjetja, državna podjetja vodijo uprave, ne, in ključno je, kaj oni počnejo in komu so odgovorni in komu odgovarjajo na koncu. To sem omenila, ker ste rekli, da ni samo omejevanja, ne, ker tako mimogrede SD si je želela kadrovati v tej strukturi, pa ji ni uspelo. V tem mandatu, ki je zdaj za nami. Jaz bi vse na par stvari reagiral. Super, polemičen razgovor, to je dobro. Zato smo tukaj, če bi se vsi strinjali, bi vsak bral svoj časopis, ne. Kar se tiče te menjavne oblasti in demokrati, republikanci in pač enkrat eni, drugič drugi, ne. Sej, veste, potem, kako se oblast menja, se da oceniti, koliko je demokracije v državi. Ne. Če demokracija funkcionira, to ne pomeni, če imaš vsake 4 leta volitve, ampak da te volitve dejansko lahko nekaj spremenijo. Ne. In v Ameriki se oblast menja in eni in drugi se naučijo, da pravzaprav ne smejo prevelikih napak delati oziroma preveč nesposobnih ljudi postavljati, ker bo za njimi prišel nekdo drug in bo vse napake potegnil ven. Ne.
Pri nas se oblast zelo, zelo slabo in zelo, zelo počasi menja in to vrstne kontrole ni. Na Madžarskem je pravzaprav isti problem, neka zelo dolga vladavina Orbana, kjer se, oziroma pod katero se stvari tudi, kako bi rekel, na nek način usmrdijo. Ne? In skratka, proof of the pudding, demokracija je in the eating, to pomeni, oblast se menja. Ne? In če ne prihaja redno do menjavanja oblasti, ne pridemo nikamor. Kar se tiče tega streljanja v koleno, ne? Mi pravzaprav ne vemo, a se je SDS ustrelil v koleno ali so ga ustrelili v koleno. Na vsak način se mi pa zdi, da je v nacionalnem interesu, da se odkriva korupcija in da je za državo dobro, ne, da se ve, da je nad določenimi ljudmi kompromat, ki ga lahko tuje obveščevalne službe oziroma nekdo, ki za ta kompromat ve, izkorišča. Ne. V vsaki normalni državi, v ZDA in drugod, obstaja nek proces, ne vem, angleško se reče vetting, ne, ko zelo natančno nekoga pogledaš, ne, ali bi lahko imel kje kakšne okostnjake v omari, ker si ne more resna država privoščiti, da imaš nekoga z okostnjaki v omari na vodilnem mestu, ker je lahko predmet izsiljevanja česarkoli. Mi v zvezi z gospodom Golobom nismo še tistega računa v Romuniji razkrili, ker se nam je zdelo, da če tukaj le pri nas ne bo nihče ničesar odkril, potem je vse v redu. Ne? In potem ti pridejo teli prisluhi, ki so jih neki profesionalci naredili, od katerih je bilo 5 pokazano, 5 jih ni bilo pokazano, zaradi katerih je Slovenija spremenila neko odločitev, ki jo je levi del politike želel pred volitvami v smislu mobilizacije volivcev sprejeti, pa so se umaknili. Kolikokrat in kaj je pravzaprav še vse tisto, s čemer gospoda Goloba, pa še koga drugega morda držijo, tega ne vemo in zato se mi zdi riskantno za državo, da bi taka oseba bila še naprej predsednik vlade. Potrebuješ nekoga, ki, kako bi rekel, ne more biti predmet izsiljevanja, pa naj to izsiljevanje organizira opozicijska stranka ali naj pa organizira tujina. To je v slovenskem nacionalnem interesu, se mi zdi. Dobro, to je, vendar seveda tudi jaz nisem prišel braniti nikogar, ne, ampak ni vprašanje samo gospod Golob, ne, je tudi lahko gospod Janez Janša. Jaz ne vem, ne, kaj se lahko komu dokazuje in koga lahko kdo izsiljuje, ne, ampak v tem momentu in danes ne vemo dokazano za nobenega, ne, od teh dveh, da jih lahko kdo izsiljuje. Ne vemo, ne. Ja, ampak zdaj ni moj cilj, da grem zdaj skozi vse afere pa uteži ali pa nahrbtnike, ki jih ima en ali drugi na ramenih, ker smo to gledali v predvolilnih soočenjih in je izgledalo zelo grdo, ne. Ampak jaz bi rekel, da je zelo težko pokazati s prstom samo na enega in pozabiti na drugega. Jaz mislim, da je to lahko generalni problem. Torej, če se nekomu nekaj najde, če se nekomu nekaj dokaže, potem seveda mora nositi posledice. Zdaj pa te fantomski posnetki, ki so, ne, z nekimi delnimi dokazi, jaz upam, da se bo na koncu prišlo stvari to, kdo dna, da bomo vedeli, ne, kdo je naročnik, kdo so bili ti agenti, ali so delali tako, ne vem, v Romuniji, če že Romunijo omenjamo, ker so nekoga celo zaprli, sem slišal, ne vemo, ne, zato se mi zdi, da bi zdaj govorili in obsojali ali pa šli samo na eno stran, je po mojem nepomembno. Jaz mislim, da v tem momentu je predvsem pomembno, da dobimo neko vlado, ki bo lahko funkcionirala, ker jo rabimo in ki bo imela neko vizijo, ne, kaj moramo v Sloveniji narediti, da bomo vsi skupaj boljše živeli in da bomo imeli učinkovito vlado, gospodarstvo in tako naprej. Ne. Ni tako vseeno. Jaz mislim, za Goloba imamo vseeno razmeroma močne indice, da je bil predmet izsiljevanja. Ne. Zdaj, pravite, za nobenega ne moramo dokazati, da je popolnoma čist, to je res. Ne. Negativa se ne da dokazati, da nečesa ni se ne da dokazati. Ne. Ampak da se pa dokazati maslo, ki ga nekdo ima na glavi, pa ki ga nekdo nima. Omenjali ste afere od Janše, te afere so vse znane. Ne. O tem ga ne moreš izsiljevati, češ, ne. Bomo pa to in to povedali. To se vse ve. Desnica je v Sloveniji pod veliko lupo, kako bi rekel, od nevladnikov do medijev, do opozicije, do vseh inkvizicijskih paradržavnih organov. Takrat imamo mi res checks and balances, kadar je desnica na oblasti, kadar je pa leva stran. Ne?
Je pa te kontrole dosti manj, to se boste pa strinjali. Ja, seveda, da se ne bom, ne. Popolnoma jasno. Ne, jaz mislim, da seveda, da je vsaka oblast, hvala Bogu, zaenkrat še relativno dost pod lupo, ne, in se o teh stvarih govori, tako kot se je govoril za številne primere na desnici in seveda primere Janeza Janše, se tudi za primere na levici. Saj ne nazadnje smo bili priča, bi rekel, serijskim oddajam Tarče, kjer so razkrivali številne popolnoma dokazane, poldokazane in tako naprej afere in nedvomno so bile to zelo kritične oddaje. Ne? In ne nazadnje desni mediji, tudi tisti mediji, ki so bolj desni, ne, so aktivni in so kritični do levih vlad. Ne? Tako da jaz bi zelo težko rekel, da zdaj pa bi rekel kalimerovsko rečemo Boga desnica, ne, je zmeram napadena pa pod lupo, levica pa ni. Eni in drugi so po moji oceni pod lupo. Ne, in jaz tukaj seveda ne nastopam kot eksponent levice, da smo si na jasnem in sem kritičen do obeh, do levih in do desnih, takrat, ko mislim, da pač kaj delajo narobe. Ne. No, naj povem, da se je ugibalo med temi neobjavljenimi posnetki, kar nekaj imen kroži, kaj naj bi še bilo, pa zdaj ne bo objavljeno ali morebiti bo, ne vemo. Ampak med drugim tudi se je govorilo, da naj bi bil med temi ljudmi, ki so jih ujeli v te posluhe, tudi mož predsednice republike. Jaz sem spraševala, nisem bila edina, ampak je bilo rečeno, da pač temu ni tako, da njemu niso nastavili pasti. Gospod Rop, preden smo šli v studio, smo se pogovarjali tudi o tem, da določeni ljudje ali pa določena omrežja obvladujejo Slovenijo. Ta politik, ki me je klical z desnice, ker je rekel, da se zna zgoditi, da bo zaradi tega, ker se gospod Janez Janša ne želi umakniti kot mandatar oziroma bodoči predsednik vlade, mi je rekel, da v bistvu v tem spopadu, ki se zdaj dogaja in tem zakulisju, v katerem se lomi roke nekaterim poslancem demokratov, da gre v bistvu ne za boj za 10 milijonov, ampak za zelo veliko denarja, ki ne bo več dostopen, če se zgodi menjava oblasti. Se vi strinjate s tem? Mislim, ne moram temu prikimati, niti odkimati, ne vem, ne poznam tega in mislim, da je to govorenje, ki je zelo na pamet. Ne. Je pa nedvomno, ne, da tisti, ki bo sestavil koalicijo, če jo bo sestavil pred predčasnim volitvam, bo imel relativno velik vpliv v Sloveniji. V tem ni nobenega dvoma. Ne. Ampak velja tisto, kar sem govoril, kdorkoli jo bo sestavil, bo seveda bo bistveno bolj pod lupo, kot je bila deležna ta zdajšnja koalicija, ki je imela res preko izjemno moč politično, ogromno večino in si je lahko marsikaj privoščila. Ne. Morda bi lahko tudi marsikaj več storila s to politično močjo, ki jo je imela, ampak jaz mislim, da v tem ni dvoma, da kdorkoli bo imel in bo prišel do vlade, bo seveda ta vpliv nedvomno imel. Saj to je bistvo vladanja, ne, da seveda upravljaš s to državo, seveda v skladu z zakoni in predpisi, zato da jo porivaš naprej. Tisto, kar jaz na nek način vidim v tej zgodbi tega preigravanja političnega zdaj je, da pa pravzaprav prihaja nek val, a je to pozitiven ali negativen, o tem ne bi govoril, ampak neke nove generacije politikov, nekateri z izkušnjami, drugi manj, ampak nedvomno mlajših, ki imajo ambicije in želijo seveda biti v ospredju. In bomo videli, kako bo, bi rekel, to prerivanje na koncu in v čem bo rezultiralo. Ali bo dejansko v nekem tretjem krogu prišlo do nekega obrata in bo prišel nek, bi rekel, novi obraz na številko 1, zdaj govorim, ne?
ali pa bomo šli na predčasne volitve. Ne. Skratka, jaz mislim, da je v tem momentu še vse možno. Možna je leva koalicija, možna je desna koalicija, možna je 2+2, kot govorijo, ne. Pri čemer jaz malo dvomim, da bi lahko prišlo. Jaz bom zelo presenečen, če bo prišlo do 2+2, ampak tudi to je na koncu možno. Ne. Ampak nedvomno pa prihajajo novi obrazi, prihajajo nove osebe, novi politiki in upajmo, da so z pravega testa. No, bi morda rekli, ker vlada bo danes obravnavala predvidoma izhodišča za te protikrizne ukrepe za blažitev posledic šoka naftne krize, ki je očiten, s tem se ukvarjajo vse vlade, nekatere so že sprejele določene ukrepe. Pa vas bom najprej vprašala to, ko smo se pogovarjali o tem, ali bi prišli k nam v oddajo ali ne, je bilo eno od vprašanj, ali ima, dejstvo je, da vlada ni delovala proticiklično, ne? Tako da je vprašanje, ali ima v bistvu proračun, ali pa koliko ima sploh proračun še rezerv za kakršnekoli ukrepe, a ne? Ja. Zdaj, eden od slovenskih ekonomistov pred kratkim je rekel, da obseg teh ukrepov in globina ukrepov, ki jih bomo vsi skupaj deležni, da govorimo o Evropski uniji, ne samo o Sloveniji, ker Slovenija ni izolirana, je v bistvu odvisen od časa trajanja vojne, ki traja, in Hormuškega zaliva in dogodkov, ki se tam dogajajo. Tako kot zdaj izgleda, jaz zelo blizu na obzorju ne vidim rešitve, upam pa, da se motim. Ne. Torej, to pomeni, da dalj bo trajalo, bolj radikalni bodo mogli biti te ukrepi. Torej, ni v prvem momentu in pri prvih kratkoročnih ukrepih, po mojem, vlada bi mogla najti ustrezne rezervacije, v vsakem proračunu se oblikujejo rezervacije in imaš določene stopinje prostosti, da ukrepaš. Če pa bo kriza globja, težja in bo seveda vlada mogla proticiklično ukrepati, ne, tako kot je tudi vlada v času covida morala ukrepati, ker sploh ni bilo dileme, ne, potem bo pa nastopil seveda problem. Ne. Kot veste, je javnofinančni deficit v planiranem proračunu 2,8 in se je povečal z 2,5 na 2,8. To pomeni seveda, da je vlada pustila relativno zelo malo rezerve za dodatno zadolževanje, če smo znotraj nekih maastrichtskih kriterijev. Ne. Torej, nekaj teh stopinj prostosti je, vlada lahko ukrepa, vendar bo to zdaj velik obrat. Ne. Če smo imeli dozdajšnjo politiko, sej v zadnjem letu pred volitvami, politiko, ki je tekmovala s tem, kako bo seveda trošila in povečevala potrošnjo in bila do državljanov prijazna, ne, kar je do določene mere lahko razumljivo, ne pa čist, ne. Potem bo zdaj obratna politika, potem bo zdaj politika mogla po eni strani, oziroma vlada, se ali dodatno zadolževati, potrošiti rezervacije in seveda verjetno bo mogla zelo hitro iti s kakšnimi ukrepi, ki so več ali manj poznani, saj to ni nič posebenega, mogla bo subvencionirati, ne vem, vrtce, šole, občine in tako naprej, verjetno bo ciljno usmerila te ukrepe, verjetno bo na mala in srednja podjetja omogočila, ali se bodo odločili, da bodo subvencionirali tudi proizvajalce, ne vem, električne energije in tako naprej. Teh ukrepov je cel razpon in jaz mislim, da ni problem tehnika. Tehnika je znana in jo pozna celotna Evropska unija. Problem bo cena. Problem bo cena in problem bo, da ko bo vlada, če bodo te ukrepi morali biti dovolj radikalni, da bo prišla do točke, da bo mogla najprej proračun spremeniti, se dodatno zadolžiti, da bo trčila maastrichtske kriterije in tako naprej. V prvi fazi jaz mislim, upam, ne, da bo dovolj proračunska rezervacija, morda kakšne prerazporeditve med proračunskimi uporabniki, to vsi poznamo, tudi vi, ki ste bili v vladi, ne, kako to poteka. Najprej se naredi to, se pravi, najprej so rezervacije, potem so prerazporeditve, ko je pa tega konc, ne, potem je pa treba iti v državni zbor in reči, da bomo pa deficit povečali. Ne. In zaenkrat, če bo šli samo do 3, ima samo 2 odstotni točki, ne, 2%, kar je tudi nekaj, ne. Če bo šlo pa več, bo pa seveda verjetno tako mogla tudi Evropska komisija in EU ukrepati in omogočati, da bodo v kriznih časih prišli do dodatnega zadolževanja, da bodo lahko pomagali. In pomagati pa bodo morali in bodo to vsi počeli. Ne. No, med ukrepi, o katerih ste govorili,
niste omenili znižanja davka na dodano vrednost. Iz sporočila, ki ga je objavil FURS, se mi zdi, da bi lahko sklepali, da razmišljajo tudi o tem. FURS je namreč na X-u zapisal, da pač država lahko nihanje cen energentov blaži s trošarinami in okoljsko dajatvijo. Ne? Trošarina je na najnižji možni ravni, ki jo dopušča ureditev v EU. Okoljska dajatev je znižena na 0. Stopnja davka na DDV za prodajo goriva je 22% in je zakonsko določena. Ali menite, da bo recimo to tudi eden od prvih ukrepov, katerih bo odločeni novi poslanci? To je eden od možnih ukrepov, ampak vedno je tako, ko ti znižaš davek, prispevek ali karkoli, imaš seveda primanjkljaj v proračunu, da financiraš tekočo porabo in posledično moraš rezati to javno porabo. Tako da tako bodo te racionalizacije. Tudi če naredijo, to je predvsem stvar ocene, a bo nekdo, seveda na vladi, ko bodo diskutirali o tem, ocenu, da gre do generalno v znižanje stresov in šokov, ki so posledice energetske krize, pa bodo na primer tak ukrep vzeli, ali pa bodo šli selektivno, pa bodo rekli, bomo pomagali, ne vem, mladim družinam, pa bomo vrtce subvencionirali, da bodo povečali stroške funkcioniranja, pa bomo občinam pomagali in tako naprej. To je stvar strategije in taktike, ki greš noter. Torej, to je en možen ukrep, ampak ta generalno lahko pomaga samo do določene mere in začasno, ker na koncu se to prevali na stran izdatkov državnega proračuna. Jaz bi tukaj samo to dodal, svarilo. Vedno, kadar je treba bilo v proračunih zadnja leta šparati, se je to najprej jemalo, skratka, ko ti mehki ukrepi niso dovolj, se reka, zdaj pa investicije znižati. Ne. In potem spravaš gradbeno industrijo, tukaj pa moram kot gradbeni govoriti, spravaš na nek roller coaster, ko ima enkrat leta debeli krav, ko je denarja preveč, in potem sušo, ko je denarja premalo, in seveda v takih razmerah enkrat z betom, enkrat s pesom, kot pravijo, podjetja propadajo. Ne. Tisto, kar mora vlada zdaj oceniti, je, na katera gospodarske panoge oziroma na katere industrije to dogajanje v svetovnem gospodarstvu pušča oziroma povzroča nek kratkotrajen šok, ne, in je treba temu gospodarstvu pomagati, da ta šok prebrodi. Ne se pa ukvarjati, bom rekel, povsem neciljano z vsem mogočim. Ne. Zelo možno je, to je zelo dobro razmišljanje, moram reči. Jaz sem se spomnil na konkreten dogodek, ker sem jaz sestavljal vlado, je prišel dr. Mramor do mene, smo se pogovarjali, kako bo prevzel Ministrstvo za finance od mene. Ne? In je rekel, to bomo naredili veliko racionalizacijo proračuna, izdatkov, tralala. In jaz sem ga gledal, smo se pogovarjali, sem rekel, ja, Dušan, to je vse v redu, super, ti to nared, pridi s predlogom, samo nečesa se ne dotikaj, investicij, ne? To se pa ne dotikaj. Ne? Če si to sposoben narediti, je to državni zbor in brand pred slovensko javnostjo, potem to nared. Ne? No in je minil, upam, da se ne bo razburil, zdaj Dušan, ne, pozdravljam Dušan, pa je minil kakšne 2 meseca, 3 potem, ko je bil minister, prije k meni prav, kriza, treba je znižati izdatke. Sem rekel, no, prid, kaj pa predlagaš, in je točno to predlagal, investicije. Ne. Hotel je ne vem koliko porezati in pa smo imeli eno tako težko diskusijo, ne. Ampak to je res, ne, to je res. To je spet ena od teh skušnjav ministrov za finance. Ne. Najlažji je mehki del proračuna porezati, ker amben to takoj navid. Ne. Seveda, če pa greš na neko racionalizacijo, tam, ko govorimo o pravicah, ne, pa tako naprej, tam so pa to težke stvari, politično ekstremno težke stvari. Tako da se strinjam, to je ena od nevarnosti, do katere bo prišlo. Če bi seveda država imela, ne vem, javnofinančni deficit 2%, na primer, planiran, bi mogoče lahko šla, se zadolžila za tisti odstotek in bi pokrila te hude potrebe in stresne situacije in verjetno bi to vsi razumeli. Ne? Jasno, opozicija bi kritizirala, ampak bi bilo precej lažje, zdaj pa ni enostavno. Ne? Težava je, da so v dobrih časih ljudi navadili na pravzaprav zelo velike, bom rekel, prejemke, na zelo velike izdatke. Ne? In bo zdaj, ko slabi časi prihajajo, bom rekel, dvoje treba naenkrat delati. Ne? In bom rekel, tisto pretirano bom rekel, subvencioniranje vsega mogočega zmanjšati, ne? In še
paziti na to, da nam določene veje gospodarstva v tem času ne propadajo, ker verjetno ta kriza ne bo pa trajalo to leta, ne? Ampak šok bo, ki ne sme pustiti dolgotrajnih posledic. No, ne povem, da je hrvaška vlada že sprejela, mislim, da prejšnji teden 10. paket ukrepov za blažitev posledic tega šoka. Ministri, to je povedal finančni minister, so dobili nalogo, da zmanjšajo za 7% svojo porabo in povedal je tudi, tega pri nas ni slišati, da zaenkrat še ne bo posegal v plače, pokojnine, transferje, da se pa to lahko zgodi. Zdaj, vprašanje za oba, ne, če se bo pokazalo, da pač niso sposobni sestaviti v teh razmerah vlade, če bomo šli še enkrat na volitve, je verjetno pričakovati radodarnega Roberta Goloba in ukrepi ne bodo ciljani, ampak vse splošni. Se pravi, da nas je lahko strah zaradi tega. Ja, mislim, ne gre, da nas je strah. Mislim, mi smo zdaj soočeni s to situacijo. Zdaj, jaz težko rečem, kaj bo naredil predsednik vlade in pa ta vlada tehnična v bistvu, ki jo zdaj imamo. Jaz mislim, da veliko stopinj prostosti nima in ona bo mogla verjetno iti v kakšne tovrstne ukrepe, da bo porezala izdatke. Morda pa tudi za to rab razgovor, ker seveda ta koalicija v državnem zboru te večine nima in lahko operira samo na nivoju omejevanja tekočih izdatkov in bodočih izdatkov. Ampak to je seveda problem, s katerim je soočena vlada in eden od razlogov, zakaj vendarle rabimo vlado, ki funkcionira in ki ima seveda ustrezno politično moč. Gospod Turk, glede na to, kar smo gledali zadnja 4 leta, pa zlasti zdaj v zadnjem obdobju, se ne zabati tega nadaljevanja radodarnosti teh ljudi, ki zdaj pač začasno. Ne, ni se zabati, ker ne bo stopinj prostosti za to. Jaz sem v tem razlagu že, pač ta vlada zdajšnja je imela odboj gospodarski, ki je bil posledica velike krize v času covida, omejevanja povpraševanja, omejevanja proizvodnje in tako naprej. In je prišla takrat, ko je bilo konec covidne krize, ko se je povečalo povpraševanje prebivalstva, ko se je povečalo povpraševanje tudi podjetij in ko so se odprle vse poti, je prišlo do relativno visoke gospodarske rasti, velikih prihodkov in seveda je bila soočena s skušnjavo, da je bila situacija relativno dobra. In skušnjava se pa seveda stopnjevala v času. Bliže, ko je bila vlada volitvam, večje so bile skušnjave. In seveda za ljudi je to, bi rekel, relativno bilo udobno in všečno, če nekdo uvede božičnico, niža davke, povečuje izdatke in tako naprej, je to v redu, ampak seveda vedno pride, temu se reče payday, in zdaj smo v situaciji, ko bo prišel dan, ko bo treba vse to poravnati, racionalizirati, omejiti in kdorkoli nazadnje bo imel vlado, ga čakajo relativno zahtevne naloge. Bo pod plazom kritik in mislim, ne bo mogel več tekmovati v tem, kdo je več dal. Jaz, naprimer, ko sem spremljal prve dele soočenja, zadnji deli so bili tako čisto konfliktni. Se je tekmoval, kdo je bolj dvignil pokojnine, kdo je bolj dvignil plače, kdo je dal več božičnic, kdo bi bolj povečal plače sicer preko davčnih olajšav. In to človeka skrbi, ko to gleda. To je v bistvu domet politike generalno. Na konci te stranke vzamejo denar davkoplačevalcev, denar vseh nas, kot svoj. Mi smo zdaj pa to dali. Mi smo dali 200 milijonov za ne vem koliko. Seveda, da niso dali. Prerazporedili so denar davkoplačevalcev za nek namen. In z našimi sredstvi so tako upravljali. In to je v redu, če bi seveda bil efekt in učink velik. Takoj vam bom dala besedo, gospod Turk. Gospod Rop, še nekaj vam bom jaz preden gospod Turk povedal svoje mnenje o tem, kar ste povedali zdaj. Ali vas lahko javno prosim, če se bo zgodilo, da bomo šli znova na volitve, da boste prišli v ta studio in bomo preverjali, ali je ta vaša trditev, da nas ni treba strah, da nas ni treba, se nam ni treba bati,
pretiranega zapravljanja politike, ker za to pač ni prostora. Jaz mislim, da ni stopin prostosti. Jaz bom zelo presenečen, če bodo se pogovarjati o tem. Jaz bom zelo presenečen, če bomo imeli, ne vem, soočenja, kjer bodo tekmovali v tem, kdo bo bolj plače dvignil in tako naprej. Ne. Lahko, ampak to je predolga diskusija, moram še gospodu Türku pustiti k besedi. Ne. To je, naprimer, tema je davčna reforma, ampak to lahko posebej pol diskutiramo. Dajmo najprej o tem. Ja, vi pravite, ne, da ne zagovarjate leve strani oziroma Golobove vlade, ne, čeprav potem pa jo zagovarjate. Ne? Ste videl? Ja, vidim, da ne. Ste pa, kako bi rekel, lev politik ali pa socialdemokrat starega kova, ne? In se mi zdi, da ne poznate te nove generacije čisto dobro. Ne? Jaz sem prepričan, oziroma takrat so bile tiste volitve 2004, ne? Vi takrat niste z lopato metal denar volivcem in upokojencem in si izmislil, ne vem, božičnico in odložil plačevanje cestnin ali pa kaj podobnega za to, da bi prepričali volivce. Ne? Pravite, da ni prostora, jaz ga tudi ne vidim. Ne? Zdaj, v dobrih časih je vlada pravzaprav šla skoraj na rob dovoljenega primanjkljaja, ne? Kako bo v slabih časih krmarila, ne vemo. Ampak jaz ne bi bil tako prepričan, da za namene volilne vlade ne bi bili sposobni najti nekega mehanizma, s katerim bodo pravzaprav vrtali luknjo naprej. Pri čemer se je pa treba zavedati, ne, da veste, neka kriza prihaja. Stvari se v svetu dogajajo, stvari se v Evropi dogajajo, se dogajajo tudi na fronti za Rusijo, se dogajajo na fronti za energenti. In pričakovati, da bi katerakoli vlada lahko zadevo tako peljala, da se ljudem ne bi nikjer nič poznalo, tudi da se gospodarstvo ne bi nič poznalo, to ni možno. Ne? Vsaka taka kriza ima tudi posledice, malo na to, kako se mi obnašamo, malo na to, kje stvari se splača delati oziroma katero gospodarjenje je smiselno, katero ni. Kakšna podjetja v takih krizah tudi propadajo in to nas čaka in te obljube, jaz se bojim, no, na laži ne moramo graditi niti naslednje vlade, niti naslednjih volitev. Ne. No, se bomo pogovarjali v tej sestavi. Gospod Trop je rekel, ki se sicer zelo izogiba javnim nastopom. Mi da so nazadnje delali v obletnici vstopa v EU, ne? Potem pa vas kar dolgo ni bilo nikjer, ampak obljubili ste, da boste prišli. Gospod Trop, še eno vprašanje. Kako verjetno se vam zdi ta napoved gospoda Roberta Goloba? Razmišljamo tudi o tem, kako razbremeniti delo, pa če tudi kot interventni ukrep, da spodbudimo večjo produktivnost. Zdaj, če pojasnim, zakaj jaz ne verjamem, pa imam predvsem manj znanja kot vi, seveda. Če bo poraba osebna manjša, ker se bomo pač bali in bomo delali rezerve za prihodnost, če bo manj prelivov v proračun iz trošarin, tudi na račun mora biti znižanega davka na dodano vrednost pri prodaji goriv, če bo šel gospod Robert Golob v znižanje prispevnih stopenj, da bi pač povečal produktivnost, pomeni tudi manjše prihodke v pokojninsko in zdravstveno blagajno, ob omenjenih manjših prihodkih v proračun. Proračun že zdaj daje dodaten denar obema blagajnama. Ali se vam zdi mogoče to, kar je napovedal, ali je pač kaj že bila ona happy end? Ja, mislim, zdaj, jaz še enkrat nisem sem prišel nikogar zagovarjati in se striktno tega držim. Seveda, profesor Turk me skozi meče tja nekam na levo, ne, in ga jezim. In ga jezim, ne, jaz sem se vedno imel za sredinskega politika in liberalca in se tega držim, ali pa se poskušam držati. No, ampak če zdaj tole pokomentiram, moja ocena je, da sta to dva različna problema. Ne. Eno so ukrepi, ki so povezani s krizo, ki nosijo vse to, kar smo doslej govorili, drugo so pa dolgoročnejši ukrepi, s katerim se bo mogla nova vlada ukvarjati. Morda ne letos, ne v času, dokler traja ta kriza, ampak potem se bo mogla ukvarjati tudi s tem problemom. Ampak on je govoril o interventnem, ne? Samo da povem, kaj jaz mislim. Ne bom zdaj jaz njegovih besed tolmačil, niti razlagal. Torej, Slovenija je soočena s tem problemom, na to nas opozarja OECD, na to nas opozarja IMF,
Na to nas opozarja Evropska komisija z dejstvom, da je delo preveč obremenjeno. V tem ni nobenega dvoma. Tisto, kar je problem, so recepti politikov, katerihkoli, levih in desnih spet, ne? Kako se bo to naredili. Najbolj preprosto gor običajno rečejo, ja, bomo povečali davek na premoženje, ne, pa bomo znižali prispevke. Ne. To seveda ni mogoče, ker je obstoječi davek na premoženje oziroma na nepremičnine, ki je nadomestilo za stavbno zemljišče tako nizek, je 0,3–0,5% in tudi, če bi naredili ta davek primerljiv, pride na približen 0,6, maksimalno 1%. In to ni dovolj za to, da bi lahko prispevne stopnje znižali. Prispevne stopnje lahko znižamo s celovito davčno reformo, ampak to niso flance. To, če si pogledate, naprimer priporočila OECD, oni jasno povedo. V Sloveniji imamo direktne davke, ki so previsoki, in indirektne davke, ki so relativno nizki, po drugi strani pa učinkoviti. To je zdaj dolgo predavanje, pa hočem reči, da kjerkoli vlada se bo s tem ukvarjala, bo mogla narediti razrez vseh davkov in vseh prispevkov in bo mogla najti način, kako bo nekatere davke, naprimer indirektne, dvigalna, ne, da bo lahko to znižala. Torej, ne more samo znižati, pa nič narediti, ker bo seveda luknja prevelika. In to se da. In to se da. Če pogledamo primerljive davčne sisteme okrog, potem vidimo, da je temu tako. Če pogledate države v OECD, 36 držav, potem so samo 4 države znotraj OECD držav, ki imajo davčni primež, ne, na plače tako visok kot Slovenija. Ne. Po drugi strani ima pa Slovenija zelo učinkovit DDV. Ne. Zdaj sem malo nakazal, v katero smer bi lahko šli ukrepi, ampak to niso, če bojo to zdaj naredili, ne vem, če ima to smisel, ker gre to v smer, da bodo vsi deležni enako, ne, teh indirektnih subvencij preko znižanja davka, ne, ker po mojem ni primerno. Ne. In še to, ni nujno, da se bo poraba znižala. Lahko se uporaba zvišala, ker se bojo cene zvišala in bo pritisk na plače. Lahko bomo padali v nek ciklus, ker bo določena potrošnja mogla biti večja, ker bo vse dražje. Ne. A lahko še jaz rečem, da sem sredinski liberalc. Evo, lahko koalicijo narediva. In dodam, da pravzaprav smo imeli dolg ekspoze o tem, kako bi rekel, če nekje davke znižamo, jih moramo nekje povišati, ne? Čisto na koncu smo slišali, mogoče bi pa lahko tudi na porabi kaj naredili. Ne? In tisto, kjer bi po mojem mnenju se bilo treba zadeve lotati, je na nižanju porabe in na bolj učinkovitih javnih servisih, zato da za manj denarja dobimo isto storitev. Pri zdravnikih, pri sodnikih, pri registracijah avtomobilov, pripisih v zemljiško knjigo in tako naprej. Ogromno stvari se da narediti, zasebno gospodarstvo povečuje učinkovitost, če nimaš 5% na leto, kako bi rekel, večje produktivnosti si slab, ne? Javni sektor pa temu ne sledi in mislim, da je to potrebno. Tukaj na odhodkovni strani je tudi treba nekaj narediti. To sem jaz prepovedal, da prvi ukrepi so običajno vedno tukaj. Ne? Proračunski ukrepi, omeji se poraba in potem se gre naprej. To je prvi korak. Minister za finance pošlje okrožnico vsem ministrom in pove, da pričakuje, da bodo generalno znižali izdatke za toliko in toliko odstotkov. Ne? In to je zelo težko, ne? Ker je struktura izdatkov ministrstva zelo različna. Govorim o davčni reformi, v kontekstu davčne reforme, ne v kontekstu odgovora na krizo. Ne? Ja, to je kompleksen projekt, ki ga je treba celovito reševati. Znotraj vseh davkov in seveda tudi izdatkov, nobenega dvoma. Ne da se pa rešiti tako, kot govorijo na soočenjih nekateri politiki, ja, povečali bomo davek na premoženje. Ne? In bomo s tem rešili vse probleme, pa znižali prispevno stopnjo, pa še davčne olajšave splošnemu povečali pri dohodnini. Ne? To je pač enačba, ki se ne izide in ima napako vseb. Ja, s tem in celovito davčno reformo se tele, ki se zdaj pogovarjajo, kdo bo s kom koalicijo, ali bojo pa še volitev ponovljene, ne bodo ukvarjali, a ne? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, razen seveda mogoče ena stranka, da o tem govori. Ne? Drugače, ker sem omenjala zdravstveno blagajno, ki ima probleme zaradi reforme na področju oziroma uvedbe dolgotrajne oskrbe. Naj povem, da sem brala včeraj članek o dogajanju v Nemčiji, kjer
so že nakazali možnost, ker ima pač njihova zdravstvena blagajna zavarovalnica izgubo, da bi se zmanjšale pravice. Ne? O tem je pokojni doktor Ihan velikokrat napisal, da v bistvu bi morali oblikovati, določiti eno košarico pravic, ker pač v nedogled tako ne bo šlo. Zdaj mene sprašujete. Vi ste strokovnjak za javne finance. Ne, absolutno. Jaz sem se tudi sam kot minister za finance in kot predsednik vlade ukvarjal z zdravstveno reformo, oziroma smo se ukvarjali s tem, kaj storiti in kaj narediti. In seveda jaz sam ocenjujem, da s tem, ko na ideološki osnovi rečeš, zdaj bomo imeli pa javno zdravstvo in bomo izločili privatni del ali pa se to preganja, s tem nisi rešil nič, ne, oziroma relativno malo, ali pa si celo na koncu povečal čakalne dobe. Ne. To je spet, bi rekel, ena od reform, ki je vprašanje, ali je reforma, ali se temu reče racionalizacija zdravstva, optimizacija zdravstva in izboljšanje upravljanja zdravstva. Vse v tem smo poslušali ljudi, ki so prihajali iz zdravstva. Jaz mislim, da tega se bo potrebno lotiti. Mi rabimo res profesionalce, ki bodo se samo s tem ukvarjali. Ne vem, jaz sem delal doktorat v Frankfurtu, na Frankfurt School of Finance, in poseben predmet in katedra je bila optimizacija zdravstvenih storitev. To so celi modeli, kako se pride do bolj racionalnega zdravstva. Torej, izhod ni v tem, da reče, zdaj imamo pa sam javni sektor in bo vse v redu. Ne? Seveda, da ni v redu. Ne? In seveda, tudi to, da smo imeli prej tisto dodatno dopolnilno zavarovanje, je bil posledica enega poskusa iz preteklosti, ampak nimamo dovolj časa, da bi to razložil. Jaz mislim, da to mora biti temeljni cilj, ne? Storitve zdravstvene, ne pa ideologija. Je bila Levica, stranka Levica z veliko škodljiva za javne finance? Ne, mislim, jaz te ocene ne bom dajal, to naj presodijo gledalci sami. Jaz mislim, da stranka Levice lahko da nedvomno manj nekatere pozitivne programske smeri in tako naprej. Način, kako pa se kakšne stvari izvajajo, so pa po mojem takšne, da ne vodijo do maksimalne učinkovitosti. Ne. Tako da jaz, na primer, sem se ukvarjal s stanovanjsko problematiko, ne, in to smo že vse skozi vedeli, da v Sloveniji ni sam ključen problem, delač, da je ključen problem so finance, pa ne vem, 200 milijonov, ampak je umeščanje teh stanovanjskih kompleksov za mlade družine, za socialno problematične družine in tako naprej v prostor. Ne, kako parcele, kako nepremičnine v različnih okoljih, naprimer v Ljubljani, v Mariboru in okrog, spraviti tudi v to funkcijo. Ne. Zlasti ob tem, da so seveda velikokrat interesi popolnoma drugačni, ne, ki so vezani seveda na posle, ki se delajo za nepremičninami v teh okoljih. Ne. Tako da to je po mojem ključen problem. Denarna sredstva po moji oceni niso poseben problem. Ne. Dobi denar za to, da bi imeli za stanovanja. Problem je, kako, kdaj in s kakšnim tempom ta stanovanja zgraditi. Ne. Če sem vas prav razumela, ste kritični tako do reforme na področju zdravstva kot na področju stanovanjske politike, ki je ta vlada... Ne kritični, jaz mislim, da te reforme niso šle niso dali rezultate. Niso dali rezultate, ali pa so zelo, zelo parcialne. Ne? Da s tem, da rečeš, da imaš javno zdravstvo, ne? In daš prepoved vsem, da upravljajo popoldansko delo, nisi temeljnega problema rešil. Ne? To pa je optimizacija funkcioniranja javnega zdravstva, ne? Ker je treba bistveno več narediti za to, da bodo zdravniki, ki so tam, ki delali v polni meri, tako kot popoldne v privatnem zdravstvu. To je problem, ne? Zaradi tega ne ukineš dodatnih storitev, ampak se ukvarjaš s storitvami tam, kjer se je treba z njimi ukvarjati. Še dve reformi smo imeli pomembni, pokojninska in na področju dolgotrajne oskrbe. Kratko. Dobre, jaz zdaj ne bom dajal oceno vseh reform. Jaz mislim, da pokojninska reforma je v določeni meri dala rezultate, zlasti kar se tiče tistega, kar je bilo nujno narediti, to je dvig starosti za upokojevanje. Je pa seveda vprašanje,
kaj je naredila na drugi strani, ne, pri porabi. Ne. Ali je ta poraba, ki bo sledila, res takšna, da bo dolgoročno omogočila stabilnost pokojninskega sistema. In vaše mnenje je? Ja, jaz nisem teh kalkulacij videl, tako da zelo težko rečem, sem pa rahlo skeptičen. Ne. Kaj pa dolgotrajna? Ki se izkazuje, da je ni dejansko. Mislim, dolgotrajna, to je itak stara zgodba iz teh predvolilnih soočenj. Bila je pripravljena prej, bila je relativno slabo pripravljena, potem se je speljala naprej in se spet posebej dobro pripravljala. Dvignil se je ta prispevna stopnja za to. To je bila naša dilema že v mojih časih, da je treba nek prispevek vendarle nameniti za to porabo, o tem ni dvoma. Se pa spet postavlja vprašanje, je bilo treba za to dvigniti to prispevno stopnjo. Mogoče bi lahko samo za pol dvignili, pa kaj naredili, tako kot pravi profesor Turk, tudi na strani porabe, ne, pa racionalizacije. Ne. Najlažje je samo dvigniti prispevek, zagotovi denar in potem, ne vem, čakamo, da bo en računalniški sistem začel funkcionirati, kar je grozen. Ne. Gospod Turk, gledate in razmišljate o čem, da bi kaj dodali, kaj drugače bo? Razmišljal, o čem se ne bi strinjal z mano. Drugače imam eno vprašanje za vas. Ja, pa vprašajte. Dajte eno kratko oceno medijev v predvolilni kampanji in tudi po volitvah. Pa bom navedla samo 2 naslova iz časopisa Delo. Pred volitvami sem brala, da iz Logarjevih in iz oči gospoda predsednika NSI, gospoda Vrtovca, šprica laž. Po volitvah pa berem, da je potrebna vlada narodne enotnosti in da je program ambiciozna Slovenija, most do sodelovanja z NSI. Ko ste spraševali tisto o davčni reformi oziroma o zmanjševanju, o tej davčni kapici oziroma prispevčni kapici, ne, da bi Golob naredil interventni ukrep za to, da bi tisti z višjo dodano vrednostjo nekako bili manj obdavčeni. Ne. Sem se spomnil, da je danes 1. april in da nekateri temu dnevu začenjajo praviti dan Roberta Goloba. Mislim, da je zelo nesmiselno njegove besede kakorkoli dobesedno imati, ne, in jim dobesedno verjeti. To je pač takrat v trenutku, ko se mu je zdelo, da bo s tem pridobil kakšen glas oziroma kakšne simpatije pri teh, torej Logar resnica, potencialnih koalicijskih partnerjih izrekel in kaj se bo na podlagi tega zgodilo, pravzaprav nihče ne ve. Mediji so depolitizirani, ne, vse so sami sebi pravzaprav tako pravijo, v tem so sodelovali in ti mediji, ki so, kako bi rekel, ki jim včasih smo rekli dominantni ali pa mainstream mediji, so razmeroma trdno na strani vladajoče koalicije in to je škoda, ker nek povprečen slovenski gledalec se komot izogne nekim pogledom, recimo z desne. Ne. Prej sva govorila s kolegom Ropom in je rekel, ne spremlja Siol pa 24 ur. Tle dobiš približno, pa RTV Slovenija, tle dobi približno isto dieto. Ne. Tisti, ki smo nekje na desni, spremljamo pa to, ne, pa zraven še kaj drugega in po mojem smo boljše obveščeni. Skratka se mi zdi, da je ena velika odgovornost na slovenskem medijskem sistemu za to, da imamo demokracijo, kakršno imamo in da imamo tudi predvolilne debate, kakršne imamo, da imamo povolilne debate, kakršne imamo, ne, spodbujajo neko navijaštvo, namesto da bi spodbujali neko soočenje idej, iz katerih se neke dobre rešitve lahko izcimijo. Jaz se za 3/4 tega, kar je prej kolega Rop govoril o, ne vem, zdravstveni reformi in tako naprej strinjam. Tudi pokojni doktor Ihan je pravzaprav napisal, v čem je problem, kaj je treba narediti. Ja, košarico je treba določiti pod A, zato zavarovanci vemo, kaj nam pripada in kaj ne. In potem mora zavarovalnica reči, pač, ok, v košarici ti to pripada, kdorkoli ti bo zdaj to puštimo iz košarice, bomo mi plačali. Tako deluje za avtomobile, pa bi lahko tudi za človeška telesa. In dobro deluje in cene popravljanja avtomobilov grejo kar naprej navzdol, cena popravljanja, servisiranja človeških teles pa rastejo. Še zadnje vprašanje, gospod Rob, bi kaj dodali?
Ne, veliko, ampak nimamo časa. Okay, ne bom zdaj. Naslednjič vas bomo povabili v studio 1 na 1, da bomo o davčni reformi razpravljali. Za konec vama bom zastavila še eno vprašanje, pa ne mi reči, da ne stavite. Če bi stavila, na kaj bi stavila? Na to, da bomo šli še enkrat na volišča ali da bomo dobili vlado, pa ne bom vprašala kakšno, ker v bistvu nihče še ne ve po moje. Gospod Rop. Ja, to je, kot je že večkrat so mnogi rekli v Sloveniji, vprašanje za $1 milijon. Ne. Če bi vedel odgovor na to, bi stavil, ampak moram reči, da ga ne vem in mislim, da imajo prav tisti, ki pravijo, da bo verjetno, če ne bo prišlo do predčasnih volitev, tokrat bojo odločali posamezni poslanci po različnih strankah. Ne. V bistvu bomo na koncu videli, kako se bodo posamezni poslanci, novi Pucko, pač poslanci, ki bodo se odločali morda drugače kot šefi političnih strank. Jaz močno dvomim, da bo generalno se v prvi fazi prišlo do neke splošne skladnosti in koalicije. Mislim, da bo to zelo težko in bom zelo presenečen, če bo do tega prišlo. Tako da mislim, da bodo se iskali poslanci in poslanci se bodo potem na koncu individualno odločili. Če pa tega ne bo, pa bo verjetno prišlo do predčasnih volitev. Poslanci se že iščejo, vsaj tako je slišati. Gospod Turk? Kaj bi stavili? Jaz bi stavil €100, da bo Golob sestavil vlado in potem, če on sestavi vlado, sicer bo slabo, ampak jaz vsaj dobim €100 oziroma 200. Ne? S kom boste pa stavil? Kako? S kom boste stavil? Ja, ne vem, sprašuje, da bi stavil. Hedging bi temu rekel, skratka, nekaj dobim, nekaj izgubim, ampak resno. Ne? Jaz sem malo nazaj pogledal, ko pišem tele kolumne že dolgo časa. Ne? In praktično po vsakih volitvah jaz prijem na to, da pravzaprav naravna rešitev bi bila pa neka velika koalicija. Ne? In pa sem šel gledati malo švicarski sistem in tako naprej. In po moje tisto, kar so volivci zdaj rekli, tisto, kar bi nekako pri vseh volivcih šlo najlepše skozi, če ne bi bila leva stran in Golob tako zakopan na svojih stališčih, ne, bi bila neka vlada, ki jo sestavlja Svoboda, SDS in ker se te dve ne morata zmeniti, kdo bi bil predsednik vlade, bi tretja stranka dala predsednika vlade. In to bi bila ena vlada, ki bi po moje Slovenijo lahko pelala naprej brez večjih težav, če ne bi bili ti egoti tako veliki, da seveda česa tazga ne bi mogli narediti. In če ne bi bila ta leva stran tako daleč ukopana v to, samo da ni Janša oziroma demonizacijo desnega pola. To bi bilo za Slovenijo zdravilno. Jaz mislim, da če bi bila ta rešitev, da bi bil predsednik vlade zelo ubog človek. Jaz mislim, da bi bila to nemogoča vlada, posebej, če bi seveda vodil to vlado nekdo, ki ne bi imel ustrezne politične moči. To pomeni, da bi bil to vrtiljak, dogovarjanja, pregovarjanja, preigravanja. In mislim, da taka vlada ne bi bila učinkovita. Ne. Taka koalicija je učinkovita, če se te veliki dve stranki med sabo dogovorita. Mi smo tak primer v Nemčiji, ker so šli socialdemokrati, pa naprimer krščanski demokrati oziroma Unija, ampak se vedeli, kdo je predsednik. Ne. In tisti, ki je bil predsednik, je bil seveda ključen. Ali je to koristilo na koncu komu? Ja, običajno to korista veliki stranki, ne. Socialdemokratom ni koristilo v Nemčiji, ampak to niti ni pomembno. Pomembno je, ali je to koristno za državo. Ja, lahko je koristno za državo, če se lahko glavni akteri, levi in desni, med sabo dogovorijo. In tukaj seveda jaz zavračam to tezo, da so zdaj krivi samo levi akteri. Jaz mislim, da so oboji enako krivi. Mislim, da gre to zelo težko skupaj. Ne, in zelo težko se je pogovarjati potem, ko se vse tisto izreče, ko se je Klej izrekel naprimer v predvolilnih soočenjih, ko se je demoniziralo eno in druga stran, ne, da smo si na jasnem. Ne. Potem je to težko pelati. In to bi bilo naslednji dan, potem, ko bi vlada bila, bi se začela borba med njimi, kdo je tisti, ki vodi vlado, in vsak bi vodil svoje projekte in vlekel na svojo stran. Tako da mislim, da imamo zelo malo možnosti, da bi ob teh akterjih, ki so zdaj dobili takšno vlado. Je pa to bila stara ideja. Od nekdaj smo preigravali to idejo.
No, bomo videli, kaj se bo izcimilo na področju politike. Zahvaljujem se vam, da ste se odzvali mojemu vabilu. Vam pa hvala za pozornost. Spet smo skupaj čez teden dni.